Živijo družba, moje ime je Jure Godler in to je oddaja Ta teden z mano. Imamo novo vlado, nove ministre, novega premijerja in kup starih problemov. A nič od tega ni dovolj dober razlog, da bi zanemarjali našega starega, dobro uhojenega predsednika republike. Borut Pahor je prejšnji teden obiskal Združene države Amerike, kjer je uprizoril klasični slovenski performans Franckin tek za vozom. Predsednika Pahorja... Super. Predsednika Pahorja je med rekreativnim tekom prehitel predsednik Trump, ki je bil ravno na rekreativni vožnji v blindiranem vozilu z oboroženim spremstvom. Pahorjevo spremstvo je bilo sicer nekoliko bolj skromno od ameriškega, a zato bolj usposobljeno. Varnostnik Bine je namreč hkrati tekel in snemil za predsednikov Instagram. Čeprav so se na cesti zgrešili, se je Pahor s predsednikom ZDA in svojo stanovsko kolegico Melanijo Trump pozneje srečal v hotelu. Kot ponavadi z našim predsednikom je šlo tudi tokrat za čisto običajen pogovor. Sestal pa se je tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in soprogo Melanijo. Da je seveda zelo prijetno, če je prva dama Slovenka, ne vem, ali je hotela ali ne malo pojeziti soproga, ampak z mano je govorila slovensko. Gospod predsednik, pa kje je vaš smisel za diskretnost? Pa ne morate kar vsega povedati medijem. Če je pred vami govorila v slovenščini, je to verjetno naredila z enim samim razlogom, da je njen mož neporazumel. A se vam ni zdelo nič čuden, da se državniški pogovor začne s tem, da vas en potegne k sebi, pa vam posevniško pove: Borut, rešta me. Pa kakšen diplomat pa ste? Še dobro, da predsednik ni živel v času Ane Frank. Je zelo simpatična tale Ana. Nikomu ne bom povedal, da se skriva na podstrešju hiše z naslovom Prinzengracht 263/267. Ne vem, a malo hota pojeziti Nemce? Verjetno. No doubt about it. Trumpu ne bi Pahor za konec podaril tudi nekaj Šarčevih šal, ki jih je ta z veseljem uporabil na zasedanju Združenih narodov. Sam Trump pa je s svojim govorom sprva poskrbel za smeh, ko je hvalil dosežke svoje vlade. Didn't expect that reaction, but that's okay. A ni svet takoj bolj vesel kraj, ko ga prevzamejo televizijci? A ni? In ko smo pri televizijcih, medtem ko predsednik republike Borut Pahor nabira kondicijo po ulicah Manhattna, se je predsednik vlade Marjan Šarec udeležil gasilskega tekmovanja v Gornji Radgoni. Glejte ga, Marjana. Na tej sliki izgleda kot Kim Jong-un med nagovorom množice ljudi, ki slepo verjame vanj. Manjka mu samo 20 kilogramov in množica ljudi, ki slepo verjame vanj. Pa orožje za uničenje sveta. Severna Koreja ima vseeno medcelinske jedrske rakete, edina nevarnost iz Slovenije, ki lahko potuje med celinami, pa je Borut Pahor. Je pa res, da je Šarec v Gornji Radgoni govoril že leta 2009, vendar takrat v vlogi predsednika takratnega Danila Türka in ministra za karkoli takrat pač bil, Karla Erjavca. Spoštovani gospe in gospodje, pokojni generalni sekretar Združenih narodov Bormanec Utant je nekoč dejal: če ne želiš dobiti vode v škornje, potem ne sadi riža. Naj povem, da Patria to je bil najbolj transparenten nakup. Koliko od vas recimo ve, koliko šta tale razstavni prostor? Družba, a se vi zavedate, da imamo mi trenutno predsednika vlade, ki zna v nulo oponašati praktično vse druge visoke predstavnike slovenske politike? Zakaj mi plačujemo unih 17 ministrov, pa ne vem koliko sekretarjev, če imamo človeka, ki jih po telefonu lahko vse nadomesti? Zakaj? Kliče Juncker, rad bi govoril s Karlom Erjavcem. Prevežte ga k Šarcu. Kliče Angela Merkel, rada bi govorila z zunanjim ministrom Mirom Cerarjem. Prevežte jo k Šarcu. Kliče Janša, rad bi se pogovarjal sam s sabo. Prevežte ga k Šarcu. Šarc čist solidno ponaša pol vlade. Mal se še edin lovi pri Andreji Katič. Obleč se zna v njo, na glasa pa ne zadane. Čeprav, kolikor res poznam Marjana, bo on svoj dar oponašanja uporabljal bolj za šaljive namene.
Prav predstavljam si ga, kako sred noči skrite številke kliče Luko Mesca. Živijo, Luka, tukaj Janez. Rad bi se pridružil tvoji revoluciji. No pa saran. Bajla Morena pa te zadeve. Nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak pa je po 5 letih zapora že na prostosti. Preostanek svoje kazni bo odslužila tako, kot je svojim zaposlenim izplačevala plače. Samo pogojno. Trenutno je na dopustu. Prav ste me slišali, gospa. V zaporu si lahko prislužiš dopust, kar je samo še en dokaz, da je zapor boljš kot SP. Človek bi mislil, da je morala Reva tam not kopati jarke, ribati tla, pa lektorirati seminarske, srednje aranžerske. In kako to, da je pridelala toliko dopusta? Ker je bila vzorna zapornica in je za rešetkami delala kot knjižničarka. A ja ne, dopust se je prislužila s tem, da je govorila a lahko malo tiše. Kar je bilo mimogrede tudi edino navodilo, ki so ga dali meni na glasbeni akademiji. Mogoče še bolj zanimivo kot to, da je bila Hilda knjižničarka, dejstvo, da ni bila edina. Dušan Črnigoj iz Primorja je odsedel 14 mesecev v koprskem zaporu, tudi on je bil knjižničar. Pa v čem je fora? Zakaj hočejo biti vsi knjižničarji? Vas zanima? Ja, bom povedal. Zato, ker se nočeš zameriti knjižničarju. Sploh v zaporu. V iPadu ne moreš švercati droge pa vložkov. Biti knjižničar pomeni imeti nadzor. Pomeni biti strah in trepet vseh včlanjenih. Kakšne grožnje, kakšno ustrahovanje na zaporniškem dvorišču. Zamudnina. Sploh zamudnina pri Hildi. En teden prepozen vrneš Luizo, hej, življenje je tvoje, pa dobiš 6 let kazenskega dela v Vegradovem kamnolomu. Hilda Tovšak je šla z bibliotekarstvom celo korak naprej. Ustanovila je zaporniško bralno značko, kjer so punce skupaj prebirale klasike, kot so Slolvenski gradbeniki, Blazno resno o skupnih tuših, Harry Potter in Jetnik iz Iga ter Zločin in kazen. Samo prvi del knjige. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!